Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Danes bomo v okviru Akademije Medtech Slovenija in Studija Medtech Slovenija govorili o javnih naročilih v zdravstvu. Kot član Evropskega združenja Medtech Europe podpiramo na vrednosti temelječe zdravstvo, kar pomeni stroškovno optimiziranje v celotnem pregledu storitev za posameznega pacienta in zanj seveda tudi najboljšo storitev. Smo podporniki inovacij, torej razvoja medicinskih tehnologij. Mnoge države so že na državnem nivoju, oziroma so se že preusmerile na državnem nivoju v omenjeni sistem, med drugimi Francija, Španija in Anglija. Slovenija pa je trenutno s sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju naredila korak v drugo smer. Z menoj danes je vodja stebra javna naročila v zdravstvu, gospa Alenka Umek. Alenka, lepo pozdravljena in hvala, ker si se udeležila danes tegale pogovora. Polona, pozdravljena, hvala za povabilo. Prosim. Lepo prosim, povej ali pa obrazloži, s kakšnimi izzivi se srečujete danes ponudniki vezano na sprejeti zakon? Trenutno še ne, ker v bistvu zakon je prišel šele pride v veljavo z 21. februarjem. Implementacija sama bo trajala nekje do avgusta, ko bo začelo to dejansko se uresničevati. Ključne tri spremembe, ki jih uveljavlja ta zakon, so tri. Prva sprememba, ki je v bistvu ustanovitev Urada Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco, ki bo nekako vzpostavljala referenčne cene, dobljene iz evropskega trga in pa iz Slovenije. Druga večja sprememba je seveda tudi ta, da je obveza naročnika, da vkolikor najugodnejša ponudba presega referenčno ceno za več kot 10%, v bistvu izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. In pa seveda tretja je tudi sprememba, da se prekine pogodbo, vkolikor vmes objavljena referenčna cena je nižja od tiste sklenjene na pogodbi in če v 30 dneh ponudnik ne zniža cene na to referenčno ceno, v bistvu spet lahko izvede postopek s pogajanji oziroma netransparenten nakup na trgu, naročnik. Omenjeni zakon v bistvu ima precej nejasno metodologijo glede postavljanja referenčnih cen in precej nejasne stvari v določenih področjih. Definitivno je tudi v neskladju z Evropsko direktivo, posega na področje tudi že sklenjenih pogodb, tudi ta razmerja pogodbena so zelo striktno določena in pa pravno zaščitena, tako da bi se tudi tukaj lahko pojavil nekako težava. Poleg tega je Evropska unija oziroma Evropska direktiva strogo določa zelo omejene okoliščine, kjer se lahko izvaja ta postopek s pogajanji brez predhodne objave, kar dejansko ta način, ko bi ga mi tukaj v Sloveniji izvajali, nekako ne spada med te izjeme. Tako da nekako smo že stalno z določenimi aktivnostmi od same objave tega zakona izvajali aktivnosti na Medtechu, da bi opozarjali na te nepravilnosti in nekako spodbujamo k reševanju tega problema na drugačen način. Zdaj, če prav razumem, na drugi strani ta zakon prinaša nabavo, ki pa stroškovno ni omejena, če preseže teh 10% referenčne cene. Nič ni določeno in nič ni natančno dorečeno, tako je. Verjamemo, da zakaj je v bistvu sploh prišlo do tega, vemo, kaj želijo doseči, vendar se nam zdi v Medtechu, da so se nekako malce narobe lotili tega problema. Lahko bi se dalo precej drugače rešiti ta problem, da bi pripeljali v bistvu zdravstvo k bolj učinkoviti izvedbi in pa seveda tudi ključno k najboljšemu izidu zdravljenja za pacienta, kar je nam v bistvu cilj tistega, kar želimo doseči. Kako pa je z naročniki? Kakšen je odziv naročnikov vezano na novo sprejeti zakon? Kaj se dogaja po bolnicah? Vemo, da so bolnice največji naročniki. Se že kaj odraža? Kakšni so njihovi odzivi na to spremembo?
Težko še reči, ker se mi zdi, da se vsi počasi šele seznanjajo s temi spremembami. Mislim, da se bo večji del krize oziroma tega neživljenjskega zakona šele pokazal, ko bo prišlo do implementacije. Vendar mogoče prvi odzivi so bili res mogoče malo negativni, zaradi tega, ker se zavedajo, da je včasih zelo težko nabavljati materijale, ko se omejuje s ceno. Zelo težko se dobi tudi blago iz Evropske unije. Moramo se zavedati, da je Slovenija precej majhen trg in zato zelo neprivlačen za večje države ali pa večje ponudnike. Tega se moramo v bistvu vsi zavedati. Res je. Morda ideja o tem, da se promovira neko stroškovno optimiziranje z novo sprejetim zakonom, kar bi bilo po nekaj logiki same nabave seveda logično, da se da prihraniti na sami nabavi, da so cene bolj usklajene, bolj enotne, se pravi tako za enega kot za drugega naročnika. Vendar, če pa govorimo o orodjih, ki smo med drugim, kakor vem, jih tudi že ponujali oziroma jih spoznavali našo državo s tem, ko govorimo o MEJAT orodjih, to se pravi ekonomsko najučinkovitejša ponudba. Me pa zanima, če se kateri od naročnikov ukvarja z izračunom in optimizacijo stroškov po pacientu. Namreč filozofija, ki jo podpirajo Anglija, Španija in Francija, se usmerja v pacienta predvsem, kar pa pomeni, če podpiramo razvoj tehnologij. Seveda, tukaj ne more biti najnižja cena, če ne lahko uvozimo vsi en kontejner iz Kitajske in se ne pogovarjamo o ceni. Med drugim, zakaj je bil sprejeta nova regulativa, tako imenovana MDR oziroma Medical Device Regulation, zaradi varnosti. Govorimo ves čas o varnosti in o razvoju. Torej, iz tega pogleda, kako se je ta zakon v bistvu lotil tega, a je to upošteval, ali kaj lahko naredimo na tem pravzaprav? Ja, novo sprejeti zakon, bomo rekli, ima precej pomanjkljivosti v tej smeri in stremi v bistvu izključno k ceni. To je res daleč stran od tistega, v nasprotju s tistim, kamor stremijo tudi druge države in kamor dejansko stremimo tudi mi v Medtechu. Sigurno to, da se poenoti cene na slovenskem tržišču, je to popolnoma sprejemljivo in zdravo. Definitivno pa bi se moralo, da bi zdravstvo postalo bolj učinkovito in pa seveda, da bi bil izid zdravljenja za pacienta optimalen, bi potrebno bilo uvesti v javno naročanje precej drugih meril, ki ni samo cena. Se pravi, tako kakovost, dobavni rok, razno izobraževanje, monitoring okužb, zapletov, reoperacij, ogromno enih indikatorjev. Tu je v bistvu res dolgoročen postopek. To je v bistvu tek na dolge proge. Če želimo se usmeriti k takemu zdravstvu in pa k taki nabavi, temelječi v bistvu na vrednosti, bomo rabili v bistvu vsi, ki smo vključeni v sistem javnega naročanja, spremeniti prakso. Prakso izvajanja javnega naročanja in pa prakso monitoringa oziroma spremljanja vsega tega v zdravstvenem sistemu. Vsi govorimo, kako je potrebno v ospredje postaviti pacienta in pa izvesti kakovostno obravnavo pacienta. Vendar se moramo zavedati, da ne bomo preveč kritični do nekaterih področji, kjer so dejansko te stvari že uvedle. Posamezniki so že naredili precej na tem področju. Vendar, če bomo želeli vpeljati ta sistem, pa da bo res vzdržno, učinkovito zdravstvo, bo treba tukaj narediti precej premikov in sicer v smeri, da se res spremljajo te stvari. Postaviti, da bolnica, da ZZZS, da tako oblikovalci politike vzpostavimo neke merilce kakovosti, indikatorje uspešnosti, nacionalne registre, monitoring okužb, zapletov, reoperacij, ponovnih sprejemov. Tega je še veliko za narediti, preden se dejansko lahko uresniči ta pot, katero smo si namenili v Medtechu. Kakšno bi bilo sporočilo
članstva oziroma ponudnikov, ki so člani v Zbornici Medteh Slovenija, vezano na to tematiko? Glavno sporočilo in naša želja definitivno je to, da se začnemo povezovati in da začnemo se pogovarjati z različnimi deležniki, ki so vsi tisti, ki so vpleteni v sistem javnega naročanja. Tako oblikovalci politike, plačnik kot ZZZS, potem različni zdravstveni zavodi kot naročniki, mi kot ponudniki, vsi v bistvu imamo svoje pereče težave, s katerimi se srečujemo na tem področju. Seveda imamo tudi izkušnje dolgoletne, vsi smo nekako povezani v ta krog in bi bilo nekako smiselno, da skupaj najdemo rešitev ali pa rešitve, postopke, ki bi na koncu naročniku prinesle najučinkovitejšo, ekonomsko najučinkovitejšo ponudbo in pa seveda optimalen izid zdravljenja za pacienta. To si vsi nekako želimo, ker konec koncev bomo vsi del tega, če nismo že v bistvu pacienti, na koncu koncev smo tudi vsi davkoplačevalci. Res je, ampak ne nazadnje, tudi če ne odkrivamo tople vode, če lahko temu tako rečemo, kar nekaj držav že uporablja določena orodja, ki so že postavljena, sodelovali smo že z Ministrstvom za zdravje, torej v bistvu ključ vsega bi bil sprejetje oziroma podpora te miselnosti pri celotni optimizaciji stroškov kot celote, se pravi spremljanje stroškov po pacientu, da bi lahko ponudili ali pa podali roko iz naslova tistih, ki ta sistem že uporabljajo in to ni nič novega. Pomeni ta tako imenovana meja orodja. Tukaj podajamo roko, vsekakor nismo proti, vedno smo nasproti in smo za dialog. In vabimo vas, da se nam pridružite, vse deležnike pa v zdravstvu, da se z nami povežete in da skupaj ustvarimo boljšo storitev za pacienta, tako kot je Alenka rekla, to smo lahko jutri mi vsi. Hvala. Hvala.